Po ocenah naj bi bilo v Sloveniji nekaj 10.000 divjih odlagališč. Če bi vse odpadke na njih zbrali skupaj, bi pokrili površino 2 bohinjskih jezer. In ne le, da kvarijo videz narave. Ni slabšega ravnanja z odpadki kot ta, da jih odpeljemo v naravo. Nevarne snovi z divjih odlagališč lahko zastrupijo podtalnico, ki je glavni vir pitne vode v Sloveniji, poleg tega pa odvržemo v naravo odpadke, uporabne surovine, ki bi jih lahko predelali v nove izdelke. Mnogi ljudje še vedno ne vedo, da lahko odpadke brezplačno oddajo na deponiji oziroma v zbirnem centru za odpadke in jih tako, da bi se izognili stroškom, raje odpeljejo v naravo. A danes ne bomo časa namenili tistim, ki jih v naravo dan za dnem tako vztrajno in brezglavo odlagajo. Danes vam bomo predstavili nekaj skupin ljudi, ki se svojim načinom življenja in dela trudijo narediti vse, kar je v njihovi moči, da bi bilo takšnih odlagališč čim manj. So primeri dobre prakse, so dober zgled ostalim. Ena takšnih občin je občina Mirna Peč. Občina Mirna Peč je začela že leta 2002 z akcijami očiščenja okolja. Tako smo vsako pomlad tudi mi organizirali čiščenje, predvsem preko društev. Vsako leto jih pač skličemo skupaj, da se dogovorimo za akcije in tako je prišla pobuda in smo organizirali čiščenje tako v društvu kot tudi v osnovne šole. Aktivirali smo ribiče, lovce, potem kmete. Tako smo se lotili in akcijo peljemo tudi do danes. Naša občina leži predvsem na kraškem območju, velika večina. In vemo, da kraško območje je še toliko bolj občutljivo za onesnaževanje. Zato, ker se je pojavilo čedalje več teh odpadkov in odlagališč, smo se organizirali, ker želimo ohraniti zdravo in čisto okolje tudi za zanamce. Vsaka akcija ne stane toliko, ker temelji predvsem na prostovoljnem delu. Stane mogoče do 1000 evrov letno. To so stroški odvoza odpadkov oziroma deponiranja odpadkov in tista malica, ki pride vsakič po sami akciji. Glede na to, da kakšni so lahko stroški z onesnaževanjem, pa so ti stroški zanemarljivi. Mislim pa tudi, da te akcije ne bodo dolgo potrebne, ker imamo vsako leto manj odpadkov. Predvsem je najpomembnejše osveščanje ljudi. Zato so tudi taki rezultati po 8 letih. Z ustanovitvijo medobčinskega inšpektorata pa je pripomogla, da tudi najdemo kakšnega storilca oziroma občani so toliko osveščeni, da sami, ko odkrijejo, sporočijo inšpekciji, da se reagira na to. Imamo tudi primer, ko je občan odkril odlagališče ob vodotoku Temenice in sporočil to inšpekciji. Inšpektorica je odkrila storilca, mu naložila odvoz odpadkov oziroma saniranje odvoz na deponijo in kot dokaz je ta storilec potem prinesel tehtni listek odloženih odpadkov na občino. Najvažnejši cilj je osveščanje ljudi, ker to je osnova vsega, potem, da se očistijo vsa črna odlagališča in da se prepreči tudi nastajanje novih odlagališč. Mogoče je naš primer dober za manjše občine ali pa dele večjih občin. Tako da bi priporočal čim prej pristopiti s takimi akcijami, da se osvesti čim več ljudi in z leti se potem poznajo tudi rezultati. Kako pa bi bilo potrebno ravnati z odpadki? Zavedanje, da so odpadki surovine, naravni viri, ki jih je na Zemlji omejeno, je pripeljalo do nekaterih zelo uspešnih praks gospodarjenja z odpadki. Komunalno podjetje Vrhnika je, kar zadeva deleža ločeno zbranih odpadkov, v Sloveniji najbolj uspešno. Kako jim je uspelo? V komunalnem podjetju smo pričeli že v začetku 90-ih let s programom ločenega zbiranja. Vzrok je bilo hitro zapolnjevanje deponije in pa ogromne količine odpadkov, ki so se nenormalno večale. Mi smo v začetku sprejeli določen program, po katerem bomo delamo po njem še danes. Ta program je pa predvidel ločeno zbiranje na izvoru bioodpadkov in pa ostankov odpadkov. Vsi ostali odpadki so se zbirali in se še vedno zbirajo na ekoloških otokih. Izredno pomembno je to,
da občanov ne izključiš iz postopkov. Namreč občan mora vedeti, kaj se s temi odpadki dogaja, ker večina občanov misli, da pridemo z 2-3 tovornjaki po odpadke in da to jih skupaj zmešamo in odložimo na deponiji. To je smrtni greh, katerega se ne sme delati in tega se mi nikoli nismo posluževali. Vrhnika je spet kot prva v Sloveniji zaprla deponijo in sicer že konec leta 2001. To pomeni, da smo s tistim trenutkom prenehali odlagati odpadke po ceni tam okrog 10-15 evrov po toni, pričeli voziti v Logatec, kjer pa je bila cena odpadkov 100 evrov po toni. Torej, vse dejavnosti, pri katerih je strošek nižji kot 100 evrov, se ti izplačajo. In mi smo bili izredno motivirani, da znižamo stroške, pa istočasno jasno je šlo tudi za to, da zmanjšamo količino odpadkov, kajti tudi deponije bo treba nekoč sanirati in to bodo potem naši zanamci te stroške morali še enkrat nositi. V lanskem letu smo napram letu 2008 zmanjšali količine odloženih odpadkov za 500 ton. Torej, če računamo, da je tona 100 evrov krat 500 ton, pomeni 50 000 evrov. Toliko smo v lanskem letu prihranili pri samem odlaganju odpadkov. Pri zbiranju odpadkov pa prihrankov praktično ni, oziroma še en del teh prihrankov pri odlaganju pač se porabi za zbiranje, ampak bom rekel, cena, ki jo povzročamo z odlaganjem v okolju, se pa praktično ne da niti ugotoviti, kajti škoda odlaganja je veliko večja, kot so tudi te stroški, o katerih se zdaj pogovarjamo. Konec koncev Slovenija je premajhna, da ima tako število deponij in pa toliko odpadkov odloženih na raznih koncih. Zelo pomembno se mi zdi, da smo ljudi seznanili o pomenu ločenega zbiranja odpadkov. Veste, če ljudje vejo oziroma vidijo smisel nekega ravnanja, potem to naredijo in nikoli več ni nobenih problemov. Je pa res, da tako stanje se doseže, smo pa mogli kar precej truda vložiti in ga še zmeraj vlagamo. Mi si pomagamo z članki v lokalnem časopisu, organiziramo ogromno akcij, predavanja za otroke. Potem imamo recimo časopis Ogrizek, kjer samo o odpadkih pišemo. Ljudje dobijo poleg položnic na domove razne inserte z aktualnimi informacijami in pa spremljamo odlaganje odpadkov in pa kršitelje opozorimo. No, v skrajnih primerih jih tudi sankcioniramo, vendar to zelo redko, zaradi tega, ker delujemo po načelu, da lepa beseda lepo mesto najde in to se je v praksi že neštetokrat pokazalo kot zelo uspešno. Zelo pomembno je, da vodstva podjetij razumejo, da je osveščanje izredno pomembna zadeva. In ta vodstva, potem, ko to spoznajo, morajo voditi in nadzirati osveščanje. Zdaj pa osveščanje je precej široka zadeva, zato je fino, da se naredi načrt in v tem načrtu določi metoda, po kateri se bo osveščalo. Ta je seveda povezana s finančnimi sredstvi, ki so na razpolago, in pa terminski plan, ki se ga je treba držati. Veste, ena stvar je tudi pomembna. Ljudje mislijo, da je osveščanje povezan z ogromnimi finančnimi sredstvi in pa da je to zelo dolgotrajen proces. To sploh ni res. Mi na naših izkušnjah lahko rečemo, da se da v roku 3 let osvestiti od 65 do 70% populacije, kar pa so že zelo lepe številke in se na osnovi tega lahko dosežejo zelo lepe rezultate.